natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Lepo pozdravljeni. Po poletnih počitnicah smo spet skupaj. Veseli me, da imamo danes v naši družbi 3 poslance Evropskega parlamenta in Slovenije. Če gre kako vrsti na moji desni je gospod Matjaž Nemec iz politične skupine SD, potem gospod Franc Bogovič, Evropska ljudska stranka in gospod Klemen Grošelj, skupina Renew. Vsi rečeno dobrodošli. Mislim, da vsi vemo, da nas v prihodnjih mesecih čakajo zelo naporni trenutki, da ima parlament pred volitvami na mizi še ogromno zakonodajnih predlogov. Seveda pa je vrhunec septembrskega plenarnega zasedanja naslednji teden v Strasbourgu govor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o stanju v Uniji, kar govor bo tudi zadnjih pred volitvami. Zato pričakujemo, da bo na njem seveda nekako povzela glavne dosežke, izzive, s katerimi se je soočala Evropska unija in pa nekako tudi načrte v prihodnjih mesecih. S tem bo seveda sledila razprava s poslankami in poslanci. Potem imamo pa na dnevnem redu kar nekaj zakonodajnih predlogov iz zelenega dogovora, direktivo o obnovljivih energije, o kakovosti zraka, tudi direktiva o onesnaževalih v vodi, to je zato poročevalec slovenski poslanec gospod Miha Brglez, potem pa akt o kritičnih surovinah, potem verjamem, kot nekaj slišali danes, pa obramba, potem na področju zunanje politike neomenjeni vladni nagovor voditeljice beloruske opozicije, Svetlane Tihanovske. Govora bo torej o odnosih z Belorusijo, pa tudi o položaju v Turčiji. V torek dopoldan je zanimiva razprava, mislim, da je to kar prva točka, sicer odzivi in položaj ob velikih naravnih nesrečah, ki so v letošnji sezoni poletni prizadele številne evropske države, ne samo Slovenija, ampak tudi požari, poplave v Grčiji, Turčiji, v Bolgariji in tako naprej. Potem pa mogoče še glasovanje o spremembah statuta Evropskega parlamenta in pa pod pogojem, da bo v ponedeljek odbor za ustavne zadeve potrdil pred tako novi sestavi Evropskega parlamenta po naslednjih volitvah, pričakujemo sicer, da se bo to zgodilo, bo parlament še na tem zasedanju, predvidoma v sredo, glasoval tudi o tej novi sestavi. Veste, da v tem predlogu naj bi Slovenija dobila dodatni poslanski sedež. Mogoče se tukaj ustavi pa še glasovanje o novi bolgarski kandidatki za novo bolgarsko, torej Evropsko komisarko iz Bolgarije, pa tudi upravljeno na tem zasedanju. Jaz se tukaj ustavim, mogoče bi nekaj po vrsti na moji desni in najprej mogoče gospod Nemec izvolite. Gotovo smo v pričakovanju zadnjega govora v tem mandatu predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. Seveda, ta mandat so zaznamovale dve krizi. Ena je bila COVID in posledično zdravstvena kriza, ki je sledila, ter seveda vojna v Ukrajini. Torej, tisto, kar smo socialisti in demokrati v pismu, ki ga je predsednica skupine poslala predsednici komisije izpostavili, je predvsem, kako izpeljati v teh nekaj mesecih še tiste reforme, ki smo jih skupaj v parlamentu, ter seveda v komisiji si zastavili vse takšne skupine, tukaj govorimo o azilni politiki, govorimo o pravici žensk, veste, da smo sprejeli Istanbulsko deklaracijo, ampak Evropska unija tukaj mora narediti še nekaj korakov naprej, govorimo o digitalno pravični družbi, za katero se Evropska unija zavzema in je tudi pionir na tem področju, kot seveda tisto, kar so ključne stvari, kot je bilo že omenjeno, Evropski zeleni dogovor ter socialna Evropa, namreč socialisti seveda dajemo večji poudarek temu, kajti smo pripravljeni, da kolikor bo Evropa socialna, bo obstala, kolikor ne bodo razlike med nami tako velike. Poleg seveda klimatskih sprememb bo to eden od ključnih pokazateljev, ali bomo lahko kot kontinent in družba obdržali se, bom rekel, na način, kot bi si vsi skupaj želeli. Tako da, to so neke ključne smernice, seveda živimo v pričakovanju njenega govora. Tako kot je bilo omenjeno, tudi sama komisija je beležna kar nekaj obnov zaradi odhod nekaterih tudi ključnih komisarjev iz različnih razlogov. Veste, tudi nosilec zelenega prehoda, podpredsednik Evropske komisije Timmermans, ki prihaja iz naše politične družine, se spušča v nacionalno politiko.
Ker seveda v naslednjih pol leta bomo deležni tudi 4 nacionalnih volitev. Torej, čaka nas dinamična razprava, seveda pod vtisom tudi tistih vprašanj, ki se tičejo okoljevarstvenih in posledično posledic, ki se nas dotikajo v obliki poplav ali pa požarov, kako bomo v bodoče kot Evropska unija se odzivali na te naravne nesreče. Tukaj imamo komisarja Lenarčiča, ki je izjemno izpostavljen. Nihče si ni mislil, da bo slovenski komisar ob začetku mandata dejansko prevzemo tako pomembno vlogo. Tukaj je potreben poudarek tudi na solidarnostni sklad. Veste, da Slovenija iz tega naslova pričakuje 400 milijonov, 100 milijonov do konca leta, 300 milijonov v naslednjih 2 letih, ampak tisto, kar je ključno je, kako se bi ta sredstva v bodoče povečala, zaradi tega, ker bo potrebno delovati, in s tem bom tudi zaključil, da ne bom predolg, delovati preventivno in ne samo kurativno. Torej, Evropska unija se bo morala pripraviti v bodoče, odreagirati in se izogibati takšnim dogodkom, kot so jim priča v Sloveniji, v Grčiji, v Španiji in seveda vseh tistih državah, ki so bile udeležene tako na eni strani požarov kot hudih ujem in poplav. Vreme se spreminja, podnebje se spreminja, torej reakcija Evropske unije v naslednjem mandatu in v naslednjem obdobju mora biti bistveno bolj konkretnejša, kot je bila do sedaj, kajti zavedanje ljudi je vse večje, da so klimatske spremembe postali del našega vsakdana. Hvala. Lep pozdrav po poletju tudi z moje strani. Kot je bilo že predstavljeno, je ta seja obsežna, vsebinsko zelo bogata in tudi svoje zanimiva. Najprej logično september je vedno zaznamovan z govorom predsednice Evropske komisije. Zadnji govor je vedno zelo zanimiv. Sam ga jemljem tudi v luči to, kar je tudi že Matjaž izpostavil, da na tej seji že potrjujemo bolgarsko novo komisarko, ki zamenjuje gospod Gavrielovo, ki je zdaj bolgarska zunanja ministrica. Gospod Timmermans, prvi izvršni podpredsednik, zadolžen za Green Deal, se je odločil, da bo tekmoval v dirki zelo zahtevni ali pa zanimivi tudi na Nizozemskem. Sam sem pozdravil ta njegov odhod, ker mislim, da je z preveč ideološkim pristopom in tudi z neko objestnosti na tem področju v zakonodaji, ki jo sprejemamo, precej stvari, ki zelo spodjedajo evropsko konkurenčnost in marsikje delajo tudi veliko nezadovoljstvo po državah, vključno z njegovo Nizozemsko, pa tudi v drugih delih, ne vem, slišimo tudi v Nemčiji, kako se pritožujejo tudi nad evropsko zakonodajo v vseh teh težavah. In tudi gospod Vestigarjeva iz Danske za konkurenčnost in pa mednarodno trgovino ima tak namen, tako da jaz mislim, da to ni za zanemariti in je nek signal, da mi bo imela predsednica komisije kar precej težko nalogo, kako predstaviti svoje delo in pa zaključke za cilje za zadnje leto, ki je polno teh zakonodajnih predlogov, še zadnje leto, kjer mislim, da bo komisija morala bolj pogledati na spreminjajoči se svet, kot je doslej gledala od takrat, ko je bil 2019 Green Deal predstavljen, zamišljen in da bo treba tu neke reakcije narediti, kajti v nasprotnem primeru sem prepričan, da se bo to poznali v kompoziciji naslednjega Evropskega parlamenta, kjer bo ta evroskeptičen pristop tudi v veliki meri zaradi dodatnih bremen, birokracije, pa tudi ideologije pustil posledice in bo naslednji sestav še težji. Kar se tiče dogajanj, ki so se zdaj zgodile v tem tednu, je bilo zanimivo, da smo dobili sporočilo predsednice komisije o volkovih, tema mogoče na prvi pogled marginalna za koga, za tiste, ki jih to prizadeva, zagotovo ne. Zanimivo pa to, da dolgo časa sploh nismo mogli te stvari spraviti na dnevni red Evropskega parlamenta. Potem je le na našo pobudo EPP-ja ob sodelovanju tudi številnih drugih kolegov iz obeh skupin, ki se danes tu in še ostalih, bila razprava in meni je pomenljivo to, da je nekaj dni po tistem, ko je komisar
Timmermans odstopil, prišlo to sporočilo, kjer dobijo države zdaj neko nalogo in pa tudi nevladni sektor, da do 22. septembra sporoči svoje poglede, kako v teh spremenjenih okoliščinah tudi to upravljanje z zvermi spraviti v neko zadevo, ki bo bolj sprejemljiva tudi za tiste ljudi, ki jih na terenu ta zadeva zelo tangira. Rečeno je že bilo in mislim, da je prav, da izpostavimo dve razpravi, ki sta povezani z temi naravnimi nesrečami. Prva je ta vseh teh težavah, ki so se zgodile. Nažalost, pa da ne bom narobe razumljen, nažalost ni to samo zdaj ponava slovenske, nažalost slovenskih poplav, nažalost prvič zato, ker se dogaja podobno, predvsem ta mediteranski svet je bil deležen letošnjo leto in požarov in zdaj na koncu vidimo na istih področjih tudi silovitih poplav, tako da so težave in pa posledice širom po Evropi. Bo pa to svoje tudi zagotovo zaznamovalo to razpravo o porabi solidarnostnega sklada, pritisk in potrebe bodo normalno še večje, tako da mislim, da nas čaka kar naloga, da tudi pri proračunski razpravi poskušamo doseči povečanje teh sredstev, zadosti rezerve, da se enostavno bo dal primerno odreagirati, kajti mislim, da to je ena od stvari, na katero smo tudi mi v času teh nesreč bili zelo pozorni, da se je ta evropska solidarnost izkazala tako na eni strani z pomočjo, materialno, tehnično, kadrovsko z različnih evropskih držav, po drugi strani pa tudi pričakovanje, da se pri obnovi s pomočjo solidarnostnega sklada pridobi teh 400 milijonov, ki bo mimo grede bila tam ena 5., 6. največja številka v 20-letnici tega sklada, tako da je tu tudi ta zadeva kar pomembna. Kot je bilo že rečeno, bo obravnava tako direktive o obnovljivih virih energije, prav tako tudi obravnava poročila oziroma tudi uredbe o kritičnih materialih. To sem tudi bil aktiven kot poročevalec za odbor regij in mislim, da lahko te dve zadevi zopet povežemo. Po eni strani v uredbi o obnovljivih virih precej velik napor, da so se nekatere ideološke stvari ali umaknile ali pa umilile. Meni najprej mi je ideološko to, recimo, da dvigujemo procent obnovljivih virov, recimo, in paradoks se tu zgodi, da če Francija zgradi še kakšno jedrsko elektrarno, bo imela problem, da ima premajhen delež obnovljivih virov v energiji, po drugi strani ima pa električno energijo, ki je 5-krat, 6-krat manj za okolje obremenjujoča kot nemška, ki bo imela bolj izpolnjen cilj, kar se tiče višine procenta obnovljivih virov. Tako da tu potem pridemo pri vodiku do teh paradoksov, da zopet si nekdo ne zna predstavljati vodik iz jedrske energije primerljiv z vodikom iz obnovljivih virov, kljub temu, da je zopet isti dve državi imata, kot sem že delal, zelo različno ogljični odtis pri proizvodnji električne energije. Posledično pa v teh pričakovanjih oziroma obvezah, ki bodo pri doseganju procentov obnovljivih virov energije, pridemo v to težavo, da ugotovimo, da nimamo pa osnovnih surovin, ki so nujno potrebne, litij, kobalt, baker, aluminij. Vsi te surovine so na nek način v pomanjkanju in številke govorijo zelo glasno, da je, do 2030 12-krat več, 14-krat več litija bi rabili, 5-krat, 6-krat več bakra bi rabili, če želimo te postavitve vetrnih elektrarn, sončnih elektrarn, shranjevalnikov baterij narediti, tako da jaz mislim, da sam že dlje časa opozarjam na to, da bo tu potreben en velik reality check, ali gremo resnično, je to koherentno, je to drži, je nek krovni pregled overview na tem narejen, ali kako bomo te cilje, ki si jih postavljamo, tudi dosegali. Tako da jaz mislim, da celotni tej luči, če se vrnem tem osnovni točki nagovoru predsednice, mislim, da ima zelo zahtevno nalogo, da enostavno to predstavi, po drugi strani pa tudi, da bomo sprejeli takšno izhodišče za Green Deal, kot je tudi že napovedal zdaj gospod Šefčevič, slovaški komisar, ki bi naj
nasledil gospod Timmermansa kot koordinator Green Deala, da bodo odločitve sprejete v sodelovanju z temi deležniki, bodi si to industrija, ljudje, kmetijstvo, kajti v nasprotnem primeru bomo zelo hitro ugotovili, da smo se postavili nerealne cilje, zopet govorili, kako smo nezadovoljni, pa vzrok bo najbolj tičal v tem, da smo si z ideologijo, ne pa številkami podprte cilje sprejeli v začetku. Ja, hvala, da pozdravljam še v mojem imenu. Torej, veliko je bilo že povedano. Če začnem, mi smo imeli ta teden študijske dneve naše politične skupine, kjer smo sprejeli Dunajsko deklaracijo s ključnimi poudarki za delovanje za prihodnje leto, ki ostajajo več ali manj tradicionalno liberalni. Srednja točka se gotovo prihodnjega tedna bo govor predsednice komisije, kjer jaz pričakujem od nje pravzaprav zelo veliko, se pa bojim, da bomo razen tega, da bomo dobili neke zopet udarne parole, dobili relativno malo. Tisto prvo, kar pričakujem, je kakšna bo vizija, pa saj namig srednjeročnega pregleda večletnega finančnega okvira. Tukaj je vprašanje lastnih virov, ki je še vedno visi v zraku. Glede solidarnostnega sklada, tako kot je bil omenjen, za katerega se obljublja denar za Slovenijo in pa tudi tisti, ki obstajajo v skupni kmetijski politiki, surovo dejstvo je, da sta oba prazna. Treba bo ugotoviti, kje bo zdaj komisija zagotovila denar za to. Jaz pričakujem od komisije, da bo postavila nekdo, ki je realen finančni okvir za soočanje s tovrstnimi posledicami klimatskih sprememb, ker zdaj to ni samo Slovenija pa Grčija, ni notri, da imate katastrofalno sušo v Španiji in pa na Portugalskem, recimo predvsem južni del Portugalske se praktično že spreminja v puščavo, tako da tam kmetijske proizvodnje ni več, oziroma pridelave, tako da tukaj so kar pomembne debate pred nami. Mislim, da se približujemo neki zelo pomembni točki, ki so zdaj sprožile te naravne nesreče, in sicer veliko držav se je članice že začelo premikati ne samo iz tega, če rečemo, da bo zeleni delnik poskus, zeleni dogovor, poskus preventivnega delovanja, se zdaj vedno bolj pojavlja v spredju aktivnosti vezane na to, kako se zdaj soočati z konkretnimi posledicami. Tukaj gre, recimo Belgija je začela izgradnja več relativno ogromnih podzemnih shranjevalnikov vode, kar je za Belgijo, ki je znana potem, da je bila zelo mokra država, zanimiv proces. Tudi druge države vedno bolj razmišljajo o tem, tudi v Sloveniji se bo o tem treba začeti razmišljati v okviru obnove, kaj bo zdaj tista obnova, kaj bo zdaj prevencija, kaj bo pa že konkretno odstranjevanje posledic. V okviru kmetijske politike bo tukaj veliko sprememb, ker naše kmetijstvo bo treba narediti bolj, ne samo trajnost, pa tudi bolj trdoživo, glede tega, kar doživljamo s temi spremembami. To pričakujem od nje, o tem pričakujem, kaj bo povedala glede Ukrajine. Tu smo v neki točki, mislim, da se realnost na bojišču približuje točki statusa quo, oziroma da smo nekje, če dam tako primerjavo, da smo na Somi leta 16 in da se bo tukaj treba določene stvari pač odločiti. Dosedanja politika je bila politika podpore, ampak zdaj vidimo, da ne ena, ne druga stran v tem nesrečnem konfliktu, oziroma tej vojni, očitno ni sposobna, ni zmožna narediti konkretnega preboja. Zdaj tukaj bo potreben razmislek, kako naprej, tudi od vidika Evropske unije in evropske varnosti, tudi v kontekstu te prihajajoče uredbe o skupnih obrambnih nakupih. Tukaj se je pokazala, ta kriza je pokazala velike slabosti v evropskem obrambnem sistemu, vezane ločeno med NATO in Evropsko unijo, oba sistema, predvsem na tem, vojaško-industrijskem delu, sta se soočila, pač kažete relativno velike pomanjkljivosti. Te pomanjkljivosti za eno leto in pol niso bile odpravljene. Nekako se veliko polaga upanje v to, da bo to rešila, ta uredba. Zdaj, naslednje vprašanje, ki je seveda vprašanje, kot je že omenjeno, se pravi strateške surovine in pa obnovljivi vir. Je zdaj tukaj dosežen kompromis. Težišče v okviru obnovljivih virov je na reciklaži, oziroma na recikliranju surovin. To je ena od poti. Zdaj, jaz pri strateških surovinah ne vidim toliko problem v tem, da bi ne imeli teh surovin. Določen del se jih da reciklirati in tukaj je dejstvo, da ta koncept krožnega gospodarstva bo zaživel in vedno bolj živi. Sem to recimo zdaj na Dunaju in seveda, kako to v praksi deluje in se kar da v veliki meri. Ne vedno, ne posod, ampak je to relativno uspešen koncept, ki se ga lahko uporabi tudi recimo v slovenskem pa širšem evropskem prostoru.
Tisto drugo vprašanje seveda pa je, ni toliko za dostop, ampak je vprašanje v bistvu, kako, v smislu, ali surovine obstajajo, seveda surovine obstajajo, težava, ki jo imamo in si pred tem malce zatiskamo oči, je v dejstvu, leži v dejstvu, da večina teh surovin je pod kontrolo enega globalnega igralca. Ne? In to zdaj vidimo, ne? To zdaj tisti naš problem. Zdaj nekatere regije, jaz sem bil prejšnji 2 tedna nazaj, sem bil v Srednji Aziji, v Kazahstanu in Kirgiziji, ki postaja nekako, bom rekel, regija, ki ima določene vire, surovine in so pripravljeni z nami sodelovati. Zdaj tukaj je vprašanje, ne, je, ali bomo mi šli kot Evropska unija kaj dlje od tega, da imamo ta Global Gateway koncept in zdaj, kako bomo to implementirali na terenu, kjer bo pač potrebno vlagati v te države tako v infrastrukturo, kar nam bo potem omogočali potem tudi dostop do teh surovin, o katerih toliko govorimo. Zdaj, jaz mislim, da tam pripravljenost dejanska politična in resnična politična pripravljenost je, da bi sodelovali z Evropsko unijo. Imamo tukaj veliko prednost, ker si ne želijo ljudje, tako politiki, pa tudi povprečni državljani, koliko sem z njimi uspel govoriti, tisto svojo kolomeno ruščino. Vendarle se kaže, da si želijo imeti tretjega partnerja, ker vendarle razumejo svojo ukleščenost na ene strani. Ko smo bili recimo v Kirgiziji, tam ob tem jezeru, zdaj ne bom spomnil imena, so nam pokazali strani na 2, kako je tam Kitajska, Uzbekistan, Tadžikistan, Kazahstan in tako naprej, potem razumeš tekst, geografski, tudi geopolitičen, si ne želijo biti nekako ujetnike ne Rusije, ne Kitajske. Torej, v tem pogledu Evropska unija bi lahko bila tak partner, bo pa seveda treba se dogovoriti znotraj Evropske unije. To tudi pričakujem, da bo vendarle predsednica zdaj po 4 letih to malce obelodanila pa razjasnila, kako se to ona predstavlja, ali bo to zdaj ta tekma, kjer bomo šli v nek kako bi temu rekel, bratomorni, to ni lepa beseda v slovenskem kontekstu, ali predožerski odnos, da bo francoska pa nemška podjetja pa italijanska zdaj tekmovala ena proti drugim, ali bomo zmogli neko zrelost in da bomo šli z nekim evropskim skupnim nastopom. To je tudi relevantno za slovensko industrijo, mimo grede. Imamo podjetja, ki so zelo odvisna od uvoza, ki so že pod pritiskom Kitajcev, ki jih izrivajo s kontrolo strateških surovin, recimo magnetit je ena taka zadeva, kjer izredno surovo potiskajo slovenska podjetja v neugodni položaj na trgu, torej ni samo zeleni dogovor, ampak je tudi ta geopolitična realnost zelo surova postaja. Pa ni samo to, recimo na področju elektromotorjev slovenska industrija relativno močna, imamo zelo inovativna podjetja, ki imajo prihodnost v tej električni mobilnosti, pa so zdaj pod pritiskom, ker se na eni strani Kitajci obvladujejo surovine in vedno bolj prihajajo na trge tudi z lastnimi izdelki, kjer vemo pač, da ta copycat sistem relativno oziroma reverse engineering oziroma povratno inženirstvo zelo učinkovito deluje, pa tudi so na nekaterih področjih dosti napredovali Kitajci sami. Tako da te dileme so pred nami. Zdaj, kaj še tako, kar sem želel poudariti, bom pa rekel, da pričakujem pa tudi neko razpravo v smislu kakšna, to se bom vzal. Seveda razprava o letnici 2030, ki pa zdaj lansirana, Charles Michel, predsednik Sveta EU, je dal to idejo zdaj na mizi, to zdaj ta duh je med nami. On je rekel, da bomo 2030 pripravljeni na širitev, zdaj to je zdaj taka zelo, bom rekel, meglena izjava po moji oceni, zdaj 2 stvari sta pa tudi zelo ključni in treba jih poudariti. Prva je seveda, da to pomeni tudi notranjo institucionalno in strukturno reformo Evropske unije, tukaj se bo treba marsikaj vprašati, ne samo o tem, o odločanju, o pristojnostih, o položaju predsednika sveta, o položaju komisije, odločanje potem tudi v končni fazi to pomeni, to treba biti zelo jasen, če gremo v širitev 2030, bomo praktično vse države članice, sedanje 27-terice, to predolgo, to končam. 27 bomo postali z izjemo Romunije in Bolgarije, za Romunijo se še ne ve, bomo postali seveda neto plačniki, to je treba vedeti, to nekaj spremeni. Druga pomembna zadeva je seveda na področju kmetijske politike, če ta vključuje širitev tudi Ukrajino, dobivamo enega ogromnega kmetijskega partnerja in tudi to bo bistveno spremenilo razmerja znotraj Evropske unije, torej to bo ta debata znotraj Evropske unije, pa vidimo, kako se zapleta že pri vprašanju širitve Schengena na Romunijo pa Bolgarijo, pa smo že tam v neki
blokadi, pa Avstrijci, pa Nizozemci, pa potem se malo zamenjamo. No, v glavnem to in pa seveda vprašanje, ki je pa vezano na sam Zahodni Balkan in vzhodno partnerstvo, je seveda, ali bo to zdaj proces, ki je bil kot do sedaj širitev z temeljitvijo na pristopnih pogojih, ali pa gre za geopolitično odločitev, da jih geopolitično integriramo, da jih s tem zaščitimo, ob tem pa sprejemamo določene jasna notranja politična tveganja, ki jih že imamo, od Poljske, Madžarske in tako naprej. In tudi, če gledate, spremljate slovaško volilno kampanjo, kaj Fico govori in tako naprej, so zadeve zelo zanimive. Sosedna Avstrija, FPO, 30% podporo v tem trenutku. Se pravi, so izzivi, ki bi se potem verjetno politični, znotraj politični, če tako rečemo evropski, s to odločitvijo pač poglobili. Tako da jaz mislim, da tukaj bo kar nekaj zadev, ki jih bo morala predsednica pač operacionalizirati, se bojim, da jih ne bo. Predvsem te dejstvo, da pač ta parlament, če smo zelo odkriti in pošteni, do konca leta bo še tam januarja, bo počasi iz 6. prešaltali v prvo in potem v predvolilno kampanjo. Če pa še kaj bo, pa z veseljem odgovorim. Se popravičujem, 15 do 11 bo jaz mogel leti.